Jan Pancar se z dirk za veliko nagrado Portugalske in Španije vrača na 16. mestu skupnega seštevka razreda MXGP. Trije slovenski vozniki v speedwayu tekmovali v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo posameznikov. Enej Krševan debitiral na dirki evropskega prvenstva cestno-hitrostnih motociklistov v razredu Moto2. Mini cestno-hitrostni motociklisti so za točke državnega prvenstva vozili na progi Raceland v Vrbini pri Krškem. V Mačkovcih so imeli ljubitelji motošporta dvojni program, saj so lahko uživali v vožnjah voznic in voznikov triala za državno prvenstvo. Nedalec stran pa so tekmovalci z licencami AMZS vozili dirko Elf državnega prvenstva Slovenije v motokrosu. Sedma in osma dirka svetovnega prvenstva v motokrosu sta potekali na Pirenejskem polotoku, na Portugalskem in v Španiji. Tim Gajser je izpustil obe preizkušnji zaradi poškodbe rame in je v skupnem seštevku razreda MXGP zdaj na 3. mestu. Edini slovenski predstavnik na dirkah je bil Jan Pancar. V Agedi na blatni izpolski progi, ki jo je pošteno namočil dež, da so bile razmere za vožnjo komaj še regularne, je Pancar dobro opravil svojo nalogo. V prvi vožnji je osvojil 11. mesto, v drugi pa je imel malce več težav. Kljub temu se je v cilj pripeljal na 13. mestu ter skupno na dirki osvojil 11. mesto. Zmagal je Lukas Kunen, prepričljivo prvi v obeh vožnjah. Španska preizkušnja v Lugu Pancarju ni prinesla veliko zadovoljstva, čeprav se je v sobotnih kvalifikacijah izkazal z 10. mestom, ki je napovedovalo, da bi lahko tokrat posegel visoko. Štart prve vožnje mu ni uspel, svoje pa je dodala še znova blatna in izjemno zahtevna podlaga, ki je botrovala, da je v cilj pripeljal na 18. mestu. V drugi vožnji je Pancar štartal bistveno bolje, a mu jo je zagodla okvara drsnika verige, ki je pomenila odstop na 10. mestu po 8 odpeljanih krogih. Dirko je dobil Romain Febvre, ki je prepričljivo prvi tudi v skupnem seštevku razreda MXGP. Pancar pa je zdrsnil na skupno 16. mesto. Dobrodošli v AMZS. Varnost se začne pri nas. AMZS. Trije slovenski vozniki v speedwayu so tekmovali v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo posameznikov. Matic Ivačič in Denis Štojs sta vozila v Mureku v Avstriji. Ivačič je zasedel 10. mesto, Štojs pa 16. Anže Grmek je tekmoval na Madžarskem. Na ovalu v Debrecenu je bil znova zelo blizu 4. mesta. Žal se mu dirka ni iztekla po željah in načrtih, ter je na koncu osvojil 5. mesto in ostal brez uvrstitve v finalno serijo Evropskega prvenstva v speedwayu za posameznike. Brezskrbni tudi na pedalih. Pravi prijatelj pomaga tudi kolesarjem. Preverite prednosti in ugodnosti AMZS članstva. Enej Krševan je debitiral na dirki Evropskega prvenstva cestno-hitrostnih motociklistov v razredu Moto2. V Estorilu na Portugalskem je pokazal, da se lahko dobro kosa s tekmeci, ki imajo bistveno več mednarodnih izkušenj in da ga niti različne tehnične težave ne vržejo kar tako iz tira. Prva vožnja je potekala po deloma mokri in zato tudi spolzki stezi, ki je terjala nekaj padcev ter odstopov preveč drznih voznikov, ki so precenili svoje sposobnosti. Štart se Krševanu ni posrečil, a se je hitro zbral ter uspel v cilj pripeljati na 11. mestu. Druga vožnja se je nato odvijala po suhem.
V enem od ovinkov ga je zadel sotekmovalec in izgubil je nekaj mest, vendar k sreči ostal na motorju. Na koncu je ciljno črto prečkal na 15. mestu. Skupno je Enej Krševan v točkovanju Evropskega prvenstva razreda Moto2 po prvi dirki s 6 točkami na 14. mestu. Ste pripravljeni na dirkanje? Gremo skupaj. Gremo v Raceland na dirke državnega prvenstva v mini cestno-hitrostnem motociklizmu. Na prizorišču druge letošnje dirke v Vrbini pri Krškem so bili pogoji za dirkanje idealni. Prijetna temperatura ozračja, skoraj brez vetrčka in obilica dirkačev pripravljenih, da na stezi pustijo srce. Kot je v navadi, so dirkaško nedeljo začeli najmlajši v kategoriji Mini Moto 10 in Mini Moto 14. V najnižjem tekmovalnem razredu sta dirkala le dva, oba sta bila hitra kot strela. No, za odtenek hitrejši je bil Kristjan Možina, ki je kljub mladosti dokazal, da ga do druge zaporedne zmage ne more ustaviti niti. Žan Rozman je bil za mano, pa sem mu zapiral linije, pa je pa padel, ker se je zabal vame. Zlomil si prst. Žan Vodeb si je na poti do drugega mesta nabral nove potrebne izkušnje, da bo lahko v nadaljevanju sezone postal trn v peti Možine. V razredu Mini Moto 14 je po štartu zadišalo po morebitnem presenečenju, toda Jakob Štiftar ni potreboval veliko ovinkov, da je stvari postavil na želeno mesto. Obe vožnje večino časa prevozil osamljeno v spredju. V bistvu je dosti veliko stresa, ker če si vodilni, sam čakaš na napade iz ozadja in res čisto stresen si. Pred dirko sem bil zelo nervozen in pred dirko, tako da sem res zadovoljen z današnjo dirko. Druge zaporedne zmage mu nista uspela preprečiti niti dva Davida. David Štilec je bil drugi, tretji pa David Ivanušič, ki je v boju za drugo mesto v zaključku druge dirke nesrečno padel. V kraljevem delu Mini Mota, razredu Open, je veteran Jan Poropat mlajšim tekmecem že na začetku sezone dal vedeti, da bodo morali letos iztisniti iz sebe bistveno več, če ga bodo želeli dohiteti, kaj šele prehiteti. V Krškem ni bilo nič drugače, dve prepričljivi vožnji in 50 osvojenih prvenstvenih točk. Fantje bojo prišli, so hitri in verjamemo, da naslednje dirke bojo še bližje. Na drugo mesto se je pripeljal Luka Lenko, tretji pa je bil Kaj Zupan Vehabovič. Smo pred lepšim delom oziroma bolje rečeno, poskušali bomo dohiteti predstavnico nežnejšega spola. Spoznajte Aliče Gozon, simpatično in predvsem neulovljivo tekmovalko v kategoriji Skuter 70. Izkušena voznica je poskrbela, da so fantom padle čeljusti dol, ko je pridrvela mimo. Nihče je ni zmogel ujeti, da ne bi popolnoma ranila njihovega ponosa, pa je drugo vožnjo končala zgolj 9 sekundami prednosti. V prvi vožnji je namreč celotno moško falango na skuterih za seboj pustila za neverjetnih 20 sekund. Ma diciamo che sin da bambina ho iniziato a correre con le minimoto e sono sempre stata abituata ad essere più o meno l'unica ragazza, quindi questa cosa non mi spaventa. Ai ragazzi forse dà un po' fastidio, ma ormai credo che nel 2025 siamo abituati ad avere le donne nel motorsport, quindi mi sento a mio agio ad essere l'unica ragazza e non credo che ci siano problemi. Poi se qualche ragazzo è infastidito, mi dispiace, però nel senso il diverbio uomo-donna nel 2025 credo che non ci sia più, quindi tutte le ragazze che vogliono partecipare o correre in moto possono farlo senza avere paura che siano inferiori solo perché sono ragazze. Italijanki se je sicer še najbolj približal Andrej Ramšak, ki pa je od blizu videl šele na zmagovalnem odru. Tretji je bil Marin Di Lenardo. V najmočnejšem tekmovalnem razredu Supermoto se je zaradi velikega števila dirkačev obetal dirkaški vrtiljak. Nekaj več kot ostali je imel pod svojim zapestjem Andraž Osenk Drčar. Dvakrat je bil prvi, skupno najboljši.
Nažalost, predvsem zaradi gneče na stezi in nezmožnosti napredovanja pa nismo dočakali težko pričakovanih prehitevanj in borbe z Neom Habjanom. Ko prijaš za počasnimi, te hitro zaustavijo, ne moreš mimo, tako da nimaš kaj. Ja, vikend je bil cel super, obe dirki sem zmagal. Imel sem malo konkurence, ampak sem na koncu zmagal, tako da sem zelo vesel. Zmagovalec prve dirke v Vrtojbi, Habjan, je končal skupno drugi, tretji pa je bil Davide Di Leonardo. Zadnji so 1050 metrov dolgo stezo prevozili dirkači razreda Mini GP10. Zaradi zmage v drugi vožnji je skupno prvo mesto romalo v roke Ivana Tadića, ki je v točkovanju ugnal Matijo Kodarina in Maroka Cvetka. Pred dirkači je manj kot mesec tekmovalnega odmora, ki ga bo večina izkoristila za kakovosten trening. Znova se bodo zbrali 8. junija v AMZS, Centru kartinga in motošporta v Slovenji vasi. Mačkovci so bili zaradi neprijetnih aprilskih vremenskih okoliščin v Kočevju tokrat prizorišče letošnje uvodne preizkušnje za točke državnega prvenstva v trialu. Organizirali so jo člani AMD Štefan Kovač, Murska Sobota. Si želimo predstaviti našim obiskovalcem, ko pridejo gledati motokros, da vidijo tudi dirko v trialu. Res sem vesela, da smo lahko letos prišli sem v lepem vremenu. Lani smo imeli namreč res pravi, kako bi rekel, kar rokotočec je bil z motorji. Voznice in vozniki so tekmovali na 5 različnih sekcijah, vsako pa so morali prevoziti 5-krat. V najzahtevnejši kategoriji T1 je navduševal Lovro Setnikar, ki je demonstriral vrhunsko pripravljenost. Se mi je zdelo, da bodo lažje sekcije, ampak sem videl, da so bile kar težke, sem se mogel malo bolj potruditi. In potrudil se je, da je bil suvereno najboljši med mladinci ter potrdil, da je pripravljen tudi na nove težke evropske izzive. Danes se mi je tekma zdela kar v redu, delal sem tudi malo bolj neumnih napak, ampak se mi zdi, da je bila tekma v redu. Drugi med mladinci je bil Sebastian Sikovšek. V modri kategoriji je Marino Velušček pokazal, da lanskoletni naslov najboljšega v državi v absolutni kategoriji ni bil naključje. Najbolj mi je skrbelo, da bom postal utrujen, tako da ne bom mogel pokazati, bi rekel, kar bi načeloma zmogel. Bil je najbolj zbran in storil je najmanj napak, ter se veselil uvodne zmage razreda trial za državno prvenstvo. Z današnjim nastopom sem kar zadovoljen, sezona se je začela in ne veš točno, kako bo šlo. Drugo mesto je pripadlo Borutu Vipotniku, tretji pa je bil Kyle Milne. Rumena kategorija je bila v znamenju Mirka Meška, ki je vozil mirno in preudarno ter ni tvegal po nepotrebnem. To mu je prineslo najmanj kazenskih točk. V beli kategoriji je največ pokazala Tinkara Mes. Najtežja mi je bila tretja sekcija, zaradi tega, ker smo mogli dol v graben in pa je ful drsel, ker si mogli nazaj gor v klanec. Kljub temu je vozila zbrano in natančno, kar ji je prineslo prvo mesto v kategoriji otroci za državno prvenstvo. Na začetku mi je šlo bolj slabše, pol sem se pa vsak krog je bilo boljše. V ženski konkurenci se Ines Pezič-Pregrad ni pustila presenetiti. Slavila je suvereno zmago. Sem se kar pozitivno presenetila. Letos sem namreč prestopila višjo kategorijo, to so zame te sekcije kar težke, ampak moram priznati, da je v bistvu šlo boljše, kot sem pričakovala, da bo šlo. Drugo mesto v ženski konkurenci je pripadlo Nini Pirc. Državno prvenstvo v trialu se bo nadaljevalo konec maja s preizkušnjo v Lukovici. Eno članstvo za vse družinske člane in za različna prevozna sredstva. Preverite prednosti in ugodnosti AMZS članstva. Tretja dirka sezone Elf državnega prvenstva v motokrosu je bila v Mačkovcih.
Organizirali so jo člani AMD Štefan Kovač Murska Sobota, ki so imeli pri pripravi proge tudi pomoč vremena. Bilo je potrebno zelo veliko truda, v preteklih dnevih smo imeli malo težave z vremenom, ampak na koncu smo progo uspeli uspešno pripraviti. Proga mi je bila zelo dobro pripravljena, zjutraj je bila dobro namočena, kar je omogočilo zelo dobre linije v nadaljevanju. Proga je bila super pripravljena, organizator se je res potrudil. Proga je bila top in tudi pripravljena vrhunsko, tako da v bistvu res same dobre ocene organizatorjev. Proga je bila odlična, zjutraj so jo dobro zalili, tako da so se naredile vrhunske špure, linije. Proga je bila zelo dobro pripravljena, najboljši do zdaj. Prvi so se na progo podali tekmovalci v razredu MX85. V obeh vožnjah je bil suvereno najboljši Taj Goleš, ki praktično ni imel enakovrednega tekmeca. Na drugo mesto na zmagovalni oder se je z 2 tretjima mestoma prebil Lovro Prijatelj. Zadovoljen sem, so moje druge stopničke na državnem prvenstvu. Lahko bi bilo pa še boljše, se bo treba še potruditi. Tretji skupno v tem razredu je bil Tim Repnik. Veterani v obeh tekmovalnih razredih so vozili skupaj. V razredu veterani 40 je bil prepričljivo najboljši Borut Koščak, ki je v obeh vožnjah gladko opravil s tekmeci. Drugo mesto si je privozil Boštjan Maver, tretje pa David Babič. Med starejšimi v razredu veterani 50 je bil najboljši Tomaž Jankovič, ki je vodil v obeh vožnjah od štarta do cilja. Se je odlično poklopilo vse, zjutraj kvalifikacije sicer malo slabše, potem pa 2-krat prvo mesto in sem bil tudi sam presenečen. Najbolj se mu je približal Robert Pahovec, ki je bil 2-krat drugi. Na tretjem mestu na odru za zmagovalce pa je pristal avstrijski tekmovalec Georg Kainz. Razred MX65 je postregel z napetim in zanimivim dogajanjem na progi. Hrvaški dirkač David Dorčić je dobil prvo vožnjo z manj kot sekundo prednosti pred Maticem Mačkom. V drugi pa je zasedel drugo mesto, kar je zadostovalo za skupno zmago. Na drugem mestu na zmagovalnem odru je ob Dorčiću stal Vid Rus, tretji pa je bil Matic Maček. Najmlajši so vozili v pokalnem prvenstvu v razredu z motorji s prostornino do 50 kubičnih centimetrov. Po progi so drveli neustrašno in kazali, kaj znajo in zmorejo na jeklenih konjičkih. Najboljši je bil Max Jereb, prvi v obeh vožnjah. Drugo mesto si je z 2 drugima mestoma privozil Noel Hirschenhauser. Tretje mesto na odru za zmagovalce pa je zavzel Andreas Ploh. Razredi MX125, MX2 in MX Open so vozili skupaj. Tjaž Jelovšek je v 125-kubičnem razredu dobil obe vožnji. Prvo dirko sem zmagal, potem drugo pa sem rezultat samo ponovil in res lep dan za mano. V prvi se mu je najbolj približal Jure Čuden, v drugi pa Val Slavec. Končni vrstni red na odru za zmagovalce je bil prvi Jelovšek, drugi Slavec in tretji Čuden. V razredu MX2 se je s progo najbolj spoprijateljil Šimun Ivandić. Prvo vožnjo je bil najhitrejši, v drugi pa ga je ugnal Tilen Demšič. Odpeljal sem brez napak, štart je bil kar dober, suvereno sem potegnil, tako da na koncu potem zmagal. A za skupno zmago to ni bilo dovolj, saj je bil v prvi vožnji tretji. Na najvišji stopnički na zmagovalnem odru je stal Ivandić. Demšiču je pripadlo drugo mesto, tretji pa je bil Alen Gajser. V odprtem razredu smo videli odprt boj za najvišja mesta. Po prvi vožnji je najbolje kazalo Žanu Žalerju. Drugi me je pa Denis prehitil, na koncu sem pa naredil še napako v zadnjem krogu, me še pa Miha, tako da sem bil skupno drugi. Zmage na dirki se je veselil zmagovalec druge vožnje Denis Jakša. V prvi vožnji sicer drugi. Žaler je zasedel drugo, Miha Bubnič pa končno tretje mesto. V
nedeljo, 18. maja, bo na progi Cukrca v dolini pod Kalom 4. dirka sezone za Elf državno prvenstvo Slovenije v motokrosu.